inštitutu. Pozdravljam vas v imenu direktorice Mojce Jan-Zoran, ki je danes žal odsotna zaradi službenih obveznosti in se opravičuje. In besedo, ker predajam Matiču Kocijančiču, novemu uredniku letopisa, teatrografije Slovenskega gledališkega inštituta, ki bo predstavil nov zvezek, letopis 2019-2020. Hvala. Slovenski gledališki letopis 2019-2020 je 28. po vrsti in je obenem 33. nadaljevanje repertoarja slovenskih gledališč, ki je zajel stoletno obdobje med 1867 in 1967. Letopis temelji na spletno dosegljivi bazi podatkov o slovenski gledališki produkciji na portalu sigledal.org, vendar te podatke tudi bistveno nadgrajuje. Z uvodniki, podatki o festivalih in nagradah, podatki o reprizah in gostovanjih ter povzetkom in primerjavo podatkov med posameznimi gledališči. Strukturo in metodologijo letopisa je zasnoval in izpopolnil dr. Štefan Vevar, ki je repertoar slovenskih gledališč začel dopolnjevati že konec 80-ih. Slovenski gledališki letopis pod tem imenom pa je urejal vse od začetka 90-ih do lanske edicije letopisa 2018-2019. Tudi pri letopisu, ki ga danes predstavljamo, je odigral pomembno vlogo s svojim skrbnim mentorstvom, nasveti in nepogrešljivo pomočjo, za kar se mu vsi ustvarjalci letošnjega letopisa iskreno zahvaljujem. Letopis zajema dramsko in postdramsko gledališče, operno gledališče, balet in ples, lutkovno gledališče in tudi radijsko igro, vedno pa ga vpeljujejo uvodniki specialistov za posamezno zvrst. V letopisu 1920 so to doktorica Zala Dobošek za področje dramskega in postdramskega gledališča, dr. Gregor Pompe za področje opernega gledališča, Pija Brezavšček za področje baleta in plesa, Tjaša Bertoncelj za področje lutkovnega gledališča in Klemen Markovčič za področje radijske igre. Danes so z menoj trije od teh 5 piscev, Zala Dobošek, Gregor Pompe in Klemen Markovčič. Zala Dobošek je dramaturginja, gledališka kritičarka, teatrologinja in docentka na AGRFT. Je predsednica Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. Njene gledališke kritike so bile med drugim objavljene v Delu, Dnevniku, Pogledih, na spletnih straneh RTV Slovenija in na Radiu Študent. V svoji doktorski dizertaciji je obravnavala temeljna razmerja med uprizoritveno umetnostjo in vojnami na področju nekdanje Jugoslavije v 90-ih. Gregor Pompe je muzikolog, skladatelj in glasbeni kritik. Je profesor na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med leti 2012 in 2016 je bil predstojnik tega oddelka. Je avtor več znanstvenih monografij, zadnji 2 sta posvečeni zgodovini slovenske glasbe v aktualnem in preteklem stoletju. Posebej natančno se ukvarjajo s skladateljskim opusom akademika Lojzeta Lebiča, predtem pa tudi z vprašanjem postmodernizma v glasbi. Je tudi dolgoletni glasbeni kritik časnika Dnevnik, med letoma 2009 in 2014 pa je bil predsednik Slovenskega muzikološkega društva. Klemen Markovčič že 15 let deluje kot režiser v uredništvu igranega programa Radia Slovenija. Podpisal se je pod številne gledališke in radijske režije. V gledališču se posveča predvsem produkciji za otroke in mlade. Je član številnih strokovnih, dramskih in gledaliških združenj, bil je tudi vodja več mednarodnih gledaliških delavnic, pisal pa je med drugim za Delo, Večer, Poglede in Masko. Sezona 1920 je bila seveda posebna, še zlasti v drugem delu. Marca 2020 je Slovenija razglasila epidemijo, sledilo je zaprtje javnega življenja, tudi gledališkega. Tega dogajanja sicer ne moremo obravnavati ločeno od sezone 2021,
ki sta močno zaznamovala tako imenovani drugi in tretji val epidemije in z njima povezane omejitve in zaprtja. Teh problemov, ki pa so vendarle vzniknili v sezoni 19-20, ste se vsaj bežno v svojih tekstih dotaknili vsi. Zato je tudi moje prvo vprašanje z rahlimi modifikacijami namenjeno vsem trem. Kako iz današnje perspektive gledate na to nenavadno obdobje za slovensko gledališče, v katerem se na nek način še vedno nahajamo? Kako ocenjujete odziv gledaliških institucij na te izzive in kaj po vaši oceni ključen nauk teh dogodkov za našo gledališko sedanjost in prihodnost? Zara, prosim. Ja, hvala. Za uvodni pozdrav in hvala vsem, da ste prišli. Jaz mislim, da se situacija z virusom in neko gledališko prakso lahko žal na nek način tudi primerja v tem, da pač vnese neko novo zakonodajo, naj bo to nekega gibanja, obnašanja, neke nove realnosti. In se mi zdi, da lahko na nek način tudi rečemo, da je v tej teatralnosti, ki jo je ta virus prinesel z vsemi pravili in gibanjem, na nek način lahko rečemo skoraj parirala v tej neki gledališki dinamiki. Poleg seveda tega, kar že dostakrat rečemo samega, da je pač, da nosimo maske, da koreografirano hodimo, da v bistvu zelo selekcionirano postavljamo neke scenoslede nekih dogodkov. Z tega vidika se mi zdi, da se s tem covidom pač vzpostavlja neka hiperrealnost, ki je postala, se mi zdi, tako vse prežemajoča in je bilo na nek način zelo težko gledališču parirati s tem. Sploh seveda skozi online posnetke, ki so se meni zdeli, na nek način sem razumela, da je pač to neka reakcija različnih gledališč, da nekako ne umolkne, da se ne skrije, da ne podleže temu vsesplošnemu vzdušju, ampak da pač išče neke kanale, kako preživeti. Smo pa pač videli, da je to seveda samo neka delna rešitev, na nek način, lahko rečemo, deklarativna, se pravi, da izpostavlja neko gesto kot tako, koliko pa zdaj zares izkušnja pride ogleda gledališke predstave v celoti, pa je seveda zelo vprašljivo. Sama sem to opazila tudi predvsem takrat, ko sem recimo gledala predstave na videoposnetkih, takrat, ko jih recimo nisem gledala zasebno, pa se mi zdi, da imaš to rezervo, ki ti gre lahko recimo pač ta ogled na živce, ali pa ti ni všeč, ali pa ti je všeč. Zelo bolj problematično in pomembno postane, ko v predstavi pišeš kot kritik oziroma jo gledaš kot selektorica. V mojem primeru, jaz sem imela ravno v tem času, potem tudi malo kasneje, sem gledala plesne predstave za gibanico, tam pa naenkrat res postane to problematično, ker moraš v bistvu predvidevati, kako bi to funkcioniralo v živo in v stiku s publiko, ker so načeloma predstave bile na tak način posnete, razen določenih izjem, ki se lahko potem tudi dotaknemo tega, ampak seveda to, da bi gledališča na nek nov način vzpostavila nek jezik, je to pač treba imeti neko strategijo, predvsem pa produkcijska sredstva. Tako da smo bili vsi na obeh straneh nekako vrženi v situacijo in se pač znašli, kakor smo se. Zdaj na tej neki fenomenološki ravni se meni zdi tudi recimo zelo problematično ogledovanje online posnetkov, se mi zdi, da jim umanjka, kljub temu, da lahko še vedno pride vsebina nekako čez in nekako zaznamo režijo, dramaturgijo in vse te zadeve, ampak se mi zdi, da je tisto ključno, kar je v bistvu ukrade online prezentacija, je v bistvu nek občutek in učinek stanja, ki ga imaš v gledališču. Se pravi, da nimaš motenj, da nimaš prekinitev, da nimaš možnosti nekega ustavljanja, ker mislim, da v končni fazi dvomim, da je kdo od nas gledal predstavo doma na ekranu, tako kot jo gleda v gledališču. In kakor se mi zdi, da na en način vidimo to kot nek plus, v smislu lahko ustavim predstavo, lahko, ne vem, grem vmes na WC, skuham si nekaj, ne vem, karkoli, je v bistvu s tem nam je bilo ukradeno nekaj ful temeljnega. Se pravi, ta fokus, ki ga imamo v gledališču, ki nas na nek način primora in ki je ta dimenzija, ki v bistvu dostkrat največkrat ostane za nami. Tudi čez leta se v bistvu spomnimo nekih predstav v bistvu po občutku, po nekem, kar nas je vrglo v neko stanje, poleg nekih vsebin in vsega tega. In tle se mi zdi, da je pač zelo problematična pač ta neka nijansa. Tako da, ja, mogoče to. Na nekaj način tudi verjetno v tem smislu, da če bi gledališča
preveč energijo v to investirali in pokazali na nek način, da je stvar lahko recimo na nek način dejansko uspešna, da bi v bistvu s tem ukinili, dejansko. Ampak kar smo pa seveda tudi vsi ugotovili to, da je pač, mislim, zdaj smo pa res ugotovili, ne, če smo si prej mogoče samo malo domišljali pa predvidevali seveda, da je pač obisk gledališča socialni moment, ne, da je v bistvu predstava samo en korak znotraj tega, da je v bistvu zelo pomembno vse tisto, kar se poleg zraven tega zgodi, ali to do nekoga srečaš, ali debata, ki sledi, kaj šele vse nepredvidljivosti, ki se lahko zgodijo tekom predstave. Ja. Gregor, v svojem tekstu pišete o, citiram, mučnem območju virtualnega, medmrežnega, izpraznjenega auditorija in kirurških mask, v katerega ste bili predstavljeni oziroma delno predstavljeni sezoni obeh slovenskih opernih hiš. Seveda so podobne razmere zaznamovale operno produkcijo po celem svetu. Kako torej tudi v primerjavi s širšo evropsko operno sceno, ki jo natančno spremljate, gledate na odziv slovenske opere na te izzive? Ja, mislim, da sta tukaj dve pomembni vprašanji in še pravzaprav en drug pogled na to, o čemer je govorila Zala, ki je pravzaprav spostavila ta prvenstveno negativni vidik seljenja na splet, s katerim se lahko strinjamo. Spletna predstava je gotovo Evropa na določenih temeljnih elementov predstavitvenih umetnosti v tem ni nobenega dvoma. Zdaj, naše operne hiše, prvič treba vedeti, operna hiša je večji mastodont še kot dramsko gledališče. Njena infrastruktura je še toliko bolj zapletena, čisto enostavno, ker ima orkester, ker ima zbor, ker je veliko bolj množična in jo je za tega seveda še težje postaviti ta virtualni medmrežni prostor. In tudi naši operne hiši sta bili v tem sorazmerno pasivni. Pravzaprav nista kaj veliko storili. Mislim, sploh mariborska opera, ljubljanska opera se je trudila z nekimi precej nenavadnimi projekti, ko so posneli določene točke iz oper, s čimer so seveda hoteli ustvarjati to občutek, nismo še mrtvi, obstajamo, se pravi, da se ne bi prekinila ta vez med gledalcem in ustanovo. Čeprav po mojem se je, glede na to, da operno občinstvo, najbrž starejše občinstvo, ki te tehnologije ne vlada do take mere, je najbrž to seglo nekako prazno. Ampak mislim, da je ta epidemija razgalila stvari, pa samo bolj pokazala, ki se dogajajo že vrsto let. Torej, vsaj na glasbenem področju se dogaja že vrsto let, da močno upada število snemanj, se pravi, orkestri danes ne morejo več snemati plošč, zato so si po vrsti ustanovili svoje založniške hiše, v katerih snemajo, ali B, že dolgo časa svoje koncerte streamajo. Se pravi, to je nekaj, kar že dolgo časa obstaja. In zdaj se je v tej epidemiji izkazalo, da vsi tisti, ki so že imeli to, so rešitve bile sorazmerno zelo enostavne, tako rekoč se za njih ni skoraj da nič spremenilo, razen to, da so pač bili, da je bilo auditorij brez občinstva, da je torej ta možnost, da greš v živo gledati koncert, odpadel. Nekaj podobnega se je dogajalo tudi z operami, namreč operne hiše v tujini so nekatere že imele svoj arhiv posnetih oper, ki so jih ob tem trenutku lahko dale, a ne vsem na razpolago, zdaj za ston, če si prej mogel imeti določen žeton, da si jih gledal, si jih lahko zdaj za ston spremljal. Moramo vedeti, jaz ne vem, kot v dramskem gledališču, ampak v opernem gledališču je snemanje oper nekaj, kar se dogaja že zelo dolgo, drugim zato, da lahko različni protagonisti, pevci se naučijo režijo. Se pravi, da je ta arhiv, seveda gre tukaj ponovno za eno kamero, statično, ki seveda da zelo omejen pogled na oder, na mizerno sceno. Vendar se moramo zavedati ta večja gledališča, ki so vložila v tej gledi ogromno, to snemajo z mnogimi kamerami, z režiserjem zadaj in tako naprej. Se pravi, te opere se zdaj skazali, to so seveda velike operne hiše, pa tudi kakšne manjše v teh različnih kulturah opernih, so seveda jih ni na take mere prizadela epidemija. Zdaj, kaj je na tem dobrega in kaj je na tem slabega? Mislim, treba se bo po mojem sprijazniti, čeprav se mi nočemo, jaz sem tudi del te generacije, se nočem s tem prijazniti, vendar bo resnica ta, da se pač vsi skupaj selimo v
pač virtualno medmrežje, kot sem lahko spremljal, da je to napoved tega novega Facebooka Meta, kako bo to izgledalo. Se mi zdi, da je to ni več samo epidemija, to, da se seli pravzaprav predstavitveno umetnost na splet pa na snemanje. To se mi zdi, da je samo epidemija, je samo večkrat bolj odprla vrata resničnosti. Torej, če mi na eni strani gotovo izgubimo ogromno s tako spletno predstavo, še posebej, če si predstavljam, da jo nekdo gleda na telefonu, zdaj, jaz si ponovno priključim to na svoj velik televizor, pa zvočen sistem, če gledam opero, večina pa gleda to z unimi stašalkami za 2 evra, pa ekranom mehnim, na katerem sonce sije, kvaliteta je najbolj še slaba, ampak vendar je to najbolj neka realnost. Moramo zdaj, kaj so zdaj plusi tega, Operno gledališče je tako dostopno vsakomur, kjerkoli, kadarkoli. To prej ni bilo možno. Posebej, če sem ti v neki veliki metropoli, kjer je karta, veste, res zelo draga. Pri nas karte so razmerno tako drage, v tujini so izredno drage. Sprav to odpira to možnost, demokratičnost, dostopnost. Posebej, da mislim samo socialno, mislim tudi v geografskem pomenu, da odpira možnost, da pač prisostuje gledališču marsikdo, tudi v teh oddaljenih krajev, ki se pač ne vozi v metropolo. Tretjič, omogoča to neko mednarodno izmenljivost in primerjavo. Se pravi, zdaj lahko nek X intendant pogleda neko X predstavo, neki X državi in sistem ustvari nek približen občutek. Jaz vam zdaj govorim iz neke osebne izkušnje, ki ni gledališka operna, ampak iz vodstva enega festivala, kjer smo bi postavili isto situacijo, da smo morali cel festival pač spletno predstavljati in nas je pač presenetilo, da je bil obisk večji, kot bi bil v dvorani. 3-krat večji, kot bi bil v dvorani, da so bili gledalci iz cele Slovenije in da so bili tudi mednarodni gledalci. Se pravi, to so zdaj te neke pozitivne reči in jaz se bojim, da je prihodnost, jaz mislim, da to ne pomeni smrti gledališča na živih deskah, to ne pomeni smrti dogodka, socialnega, kakšnega dogodka, to tudi ne pomeni smrti tega, kar je Zala rekla, stanje tega občutka, to je gotovo še zmeraj največ vredno in bo obstajalo, ker mislim, da bo pogosta praksa ta, da boš ti pogledal na internetu neko predstavo 5 minut, poveš, ta me zanima in boš karto kupil, da bo situacija, da bi bila taka. In v tej zgodbi se mi zdi, so naša gledališča morda zaspala, pa se mogoče živijo v tej lažnem upanju, da to ne bo, da ko bo epidemija menila, če bo menila, da ne bo nič več ostalo tega spomina. Jaz mislim, da je to neka realnost in da bo realnost sledeča taka, da bomo imeli žive predstave, ki bodo vedno snemane in posredovane tudi na ta način. Mislim, da je epidemija samo odprla to, kar bi se verjetno takoj začelo. Pa res, da to pomeni, da to nekaj se ne izključuje, konec koncev je problem te realnosti, ki se zdi grozeča, je v bistvu v tem, da razvoj tehnologije in nekih novosti povezanih na širši družbeni ravni, gre v to smer, da se na nek način izključuje to živo dimenzijo v prid tej virtualnosti. To pa mislim, da se v tem ni treba bati, še na ta doživetje, več vredno in tudi mislim, da se bodo začeli biti tukaj poetike, s čim ste vi neko posneto predstavo, imate tukaj tudi režiserja, kolikor ne bo to ista oseba, kot je režirala v sami drami, bo sem, da se začela takoj te težave. Moje pogovori z enim režiserko so bili, da sovraži snemanje, kjer so da režiser vzame vse, kar je ona naredila na odru, ko pa začne kadrirati. Ampak mislim, da se bo to, da bo pač režiser bodoče delal najbolj oboje, gledališki. Klemen, radijska igra je bila seveda v tem kontekstu zaprtja v precej drugačnih situacij kot področji, ki smo jih pravkar obravnavali. Tudi sami v svojem tekstu upozorite na večplastnost te situacije. Po eni strani zapišete, da je precejšen del obravnavanega obdobja sovpadal s prvim valom epidemije, ki je posegal tudi v
radijsko igrano produkcijo z njeno začasno popolno zaustavitvijo. Po drugi strani pa ugotavljate, da je, citiram, epidemija na tem področju vendarle prinesla nekaj dobrega. Namreč toliko zanimanja, kolikor ga je bilo strani pedagogov za radijsko igro v času pouka od doma, zapišete, so v svojem poklicnem obdobju nespomni. Ste to povečanje zanimanja zaznali predvsem v tem, seveda pomembnem, obenem predvsej ozkem pedagoškem kontekstu, ali pa lahko govorimo tudi o nekem širšem povečanju interesa za radijsko igro? Kako je skratka to obdobje zaznamovalo ta medij tako v negativnih, kot tudi v potencialno pozitivnih vidikih? Dober dan, lepo pozdravljeni. Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, jaz sem v tem zaključnem ali pa v tem sklepnem razmisleku se res omejil zgolj na ta pedagoški aspekt, ker je bil tudi najbolj očiten, najbolj viden. Mislim, ali pa do te mere, da sem jaz bil res presenečen nad tem odzivom teh mentorjev, profesorjev, učiteljev, ki so se nam oglašali prek spleta. To me je razveselilo zaradi tega, ker je radijska igra še vedno sestavni del kurikula, se pravi vseh 3 triadah osnovne šole, kot izbirni predmet, kar pomeni, da ga je stroka prepoznala kot pomemben del za slušno opismenjevanje otrok. In zato, da so ga seveda pedagogi tudi spoznali kot pomembno didaktično sredstvo, kamor mi kot uredništvo v bistvu že leta poskušamo nekako nagovoriti ta segment javnosti, da bi ga bolj proaktivno uporabljala. Je pa res, da je seveda radijska igra v tem smislu kot žanr, ki je že tako ali tako prisoten na medmrežju, seveda tukaj doživela neke vrste, po eni strani bolj množično uporabo, po drugi strani pa seveda tudi to, da je dobila sama potrditev, kako pomembno je, da se začnemo bolj proaktivno širiti na splet. Ne samo v linearni program, kjer imamo svoj stalni domicil in je tudi pomembno, da tam ostanemo, za seveda nek segment poslušalstva, da pa je seveda pomembno, da se širimo tudi na splet, tudi z novimi oblikami. In tudi na spletu imamo izjemno dobro poslušanost. Na, se pravi, tem domicilnem programu Ars je radijska igra vedno med najbolj poslušanimi vsebinami, kar pomeni, da očitno so ljudje se naveličali tega izrazito vizualnega sveta, v katerem živimo, in da očitno iščejo neke druge oblike. In pri tem je pač epidemija bila verjetno nek prostor, ali pa se je odprl nek prostor kot neke vrste pribežališče tudi v to obliko. Za nas v produkcijskem smislu je pa saj ta prvi val, kjer je bil res popoln lockdown, tudi pri nas pomeni, da smo se vsi preselili in smo vsi delali od doma, večinoma, je v bistvu pomenil, da smo začeli razmišljati tudi o tem, da smo nekoliko zmanjšali zasedbe pri radijskih igrah, da je bilo manj igralcev, da smo mogoče delali zasedbe tudi na način, da smo sodelovali z igralci, ki se tudi sicer v zasebnem življenju pari, recimo. Pa to ni bilo merilo, ampak to je bila ena od variant. Poleg tega, da je bila recimo ena oblika, ki jo tudi razvija oziroma jo izvršno producira to uredništvo, se pravi literarne oddaje, so se tudi selile na način, da so igralci sami snemali in potem se je v bistvu samo montiralo, končna montaža se je delala v naših studijih. To je bil en od poskusov in smo potem tudi v bistvu ugotovili, da mogoče to ni, da je to lahko neka kurioziteta, vsekakor pa to ni nekaj, čemu bi nacionalni medij sledil sicer. Ampak mislim, da, in tako sem tudi v tem zaključku napisal, da sem v tem videl tudi nekaj dobrega, v tem izjemno težkem obdobju, ki še traja, pa ker smo se mu v bistvu na nek način tudi prilagodili zdaj, zelo intenzivno, tako da v bistvu ga mi kot tazga niti ne zaznamo več v produkciji, produkcija teče normalno, seveda pod nekimi strogimi pogoji in protokoli, ki jih je pač določila hiša sama. Gregor, vaš uvodnik je bil med vsemi 5 vsekakor najbolj kritičen. Obravnavate, citiram, mučno izčrpavanje oper z nedodelanimi koncepti, odsotnost razumevanja medija, upravljanje z nekakšnim avtomatskim pilotom, arbitrarnost slovenskega opernega prostora, ki ostaja večinoma nereflektiran,
in ob poskusih približevanja sodobnim trendom, tudi v skrivanju za sloganom pomembno je biti sodoben, ne glede na končni umetniški rezultat. Teh izrazito kritičnih sodb seveda ne izrekate kar tako, ampak jih podkrepite z natančno analizo in jih uravnotežite tudi z nekaterimi pohvalami. Podate tudi nekaj konstruktivnih predlogov, pa vendar bi se mi zdelo danes zanimivo to vprašanje iz tega zornega kota zastaviti še nekoliko bolj zgoščeno. Kaj so po vašem mnenju ključni koraki, ki bi jih morali narediti vodstvi obeh opernih hiš, recimo Ministrstvo za kulturo, da bi lahko v naslednjih letih prišlo do transformacije tega področja do te mere, da bi lahko na primer v letopisu 26-27 brali vašo navdušeno oceno te operne sezone. Ja, hvala. Zdaj, bojim se, da je opera pač res tako mastodont, velik, težek medved, da se ga tako na hitro ne da preukreniti s kakšnimi hitrimi zdravili, a ne, od poruta do reka dola, kaj tazga. Če bi bilo to sjajno, jaz mislim, da je to tako kot ta mastodont krepeni že desetletja, tako se ga bo najbrž tudi obračalo, da bi se ga pa obrnilo, pa najbrž ne bo dovolj, se pravi, en recept, pa ena oseba, ampak neka splošna obrat v kulturi, do katerega res ne vem, kako bi lahko prišlo. Torej, to, kar res hočem povedati v tem svoj tekstu, je, da opera se mi zdi zmeri bolj na nekem obrobju slovenskega kulturnega življenja, kar najbrž ni toliko presenetljivo. Jaz se spomnim nekoč pred leti, na moje veliko presenečenje mi je Boris Navak rekel, da se mi zdi, da je opera center vsake metropole. Ne? Ko sem pomislil na Ljubljano, sem mislil, da Ljubljana ni metropola, najbrž. Ker najbrž poprečen intelektualec v Sloveniji, dobro razmejen intelektualec v Sloveniji, najbrž ne hodi v opero, skoraj gotovo ne hodi v opero. Zdaj, zakaj temu tako? Ne? Mislim, da je opera zahteva, zakaj bi morala biti center neke metropole? Zato, ker zahteva pravzaprav, da se z njo ukvarjajo izrazito izobražene, razgledane osebe. Se pravi, nekdo, ki pride v opero režirati, ni samo zelo dober režiser, mora biti tudi človek, ki zna partituro brati. In nekdo, ki poje v operi, ni samo 16 let trpel na akademiji za glasbo in vsak dan treniral, ampak mora na koncu znati biti celo odrsko prepričljiv, česar se je učil najbrž zelo malo. In se pravi, in mo še več, ta oseba bi morala poleg dobrega poznavanja svojega notnega materiala poznati tudi neke osnovne dramaturške zakonitosti in se v njih spopadati. Se pravi, tukaj ta žanr zahteva velika in široka znanja. In jaz mislim, da v našem okolju preprosto zelo, zelo malo takih oseb, ki bi segali na obe področji. In to velja za tako produkcijo kot recepcijo. Zato smo mi v nekem takem praznem prostoru. Ker slovenskega intelektualca opera res ne zanima, se v bistvu lahko potem v tej operi dogaja karkoli, neka inercija. Zdaj pomislite, zelo enostavno matematično brati. Torej, jaz najbrž že 20 let pišem te pravite zelo kritične stvari, grozne stvari, da me najbrž navarajo prav zelo. 20 let je operi nekako enako, jaz ne vem, kaj je slabša, ni enako. Ne? Najbrž je enako 40 let, ne 20 let. Zdaj morate vedeti, izvajati Puccinijevo opero Madame Butterfly pa 40 leti, to je bilo nekako Puccinijevo telo strohnelo, bilo manj strohnelo, kot je danes strohnelo. To je čisto preprosto matematični zrak. Torej, da bi to telo vendarle bilo bolj živo, smo morali biti 40 letih, kaj narediti. Opera ponuja eno možnost in to je inscenacijska možnost. Opera bi se v bistvu lahko bolje prenavljala kot recimo neko klasično, simfonično življenje, neke filharmonije, ki vendarle igra več časa se dela. Opera ima to inscenacijsko varianto, kateri bi lahko prinesla noter nek nov pogled, neko bližino s dobrim trenutkom. Vendar se to preprosto ni dogajalo iz novih razlogov. In jaz zdaj pišem v tem svojem tekstu o tem nenavadnem ambivalentnem premetavanju slovenske operi, ki izgleda tako, da pride neka intendanca, ki je izrazito konzervativna, ki vidi, da bi se bilo opero treba postavljati približno tako kot v 80-ih letih, to se pravi neka zvestoba opernemu tekstu. Ne vem, kdo ima, če vidite,
pred sabo te opere 80-ih letih, ko so izgledale z bohotno scenografijo, kostumografijo in z nič mizanscene, ki so jo odreševali predvsem izjemni pevski glasovi. Seveda se je v tekom let to močno spremenilo, to je ena varianta. Druga varianta je pa pač nek sodoben pogled, ki ima največkrat v ustih postdramsko gledališče, za katerega se je pa skazali, da je tudi pravzaprav samo plakat, da ni prenesel v resnici to krajino nočnoga, ampak je bil sam nek sodoben plakat, ki je šel mimo vse realnosti, ki je v bistvu zakrival tudi neke vrste blefersko stanje. In zdaj se mi tako premetavamo na tem tvojem, pri čemer pa ni nobene resne refleksije ali pa odmeva. Se pravi, ni pogovora med strokovnjaki za opero, med intendancami, ni nekega dialoga, o katerem se mi lahko pogovarjali o dobrih in slabih straneh. In zdaj bom samostalno povedal, ljubljanska opera je naredila to sezono 2 premieri. Prva je popolnoma obupna, res na vsej ravni obupna, od glasbene izvedbe do žurijske inscenacije, in druga je v vseh pogledih res zelo, zelo spremljiva, če ne še kaj boljša. Se pravi, potem govorim nekaj arbitrarnosti, se pravi, tukaj od zadaj manjka en resen premislek in vodstvo. In kaj bi lahko država naredila? Država, po mojem, ima določeno vzgojo. Opere so največji kulturni proračunski porabnik. In to ne more biti drugače. Ta ideja, da bi zdaj bilo drugače, po mojem, je nemogoče. Opera mora vzdržati orkester, mora vzdržati zbor, ne more vsak do vsake vloge pet in tako naprej. To je na to je drago, veliko potratno. Ne gre, da jemlješ denar. Mislim pa, da bi država morala vzpostaviti večjo kontrolo nad tem, bolj strokovno kontrolo nad tem, kaj se zares dogaja in kako ta barka ploje, ne da jo pušča inertno v svojih krogih. To zanima samo še pasioniranega ljubitelja opere, nereflektiranega človeka, ki pa biološko gledano izumira. Zara v svojem tekstu pozoriš na zanimivo celo preroško razsežnost te gledališke sezone, namreč na to, da je bilo pogosto v ospredju vprašanje skupnosti. In to še pred začetkom ukrepov, ki so, kot zapišeš, prekinili ali celo uničili marsikatero skupnost. Kot najbolj značilen primer te razsežnosti in kot enega od vrhuncev obravnavane sezone izpostaviš 7 vprašanj o sreči režiserja Tomija Janžiča. Obenem po svojem tekstu opozoriš tudi na to, da so številni projekti, obravnavaš recimo Game Žige Divjaka in Golo življenje Olje Grubič, na zelo nazoren, intenziven način izžarevali tiste dimenzije gledališke umetnosti, ki jih nikakor ni mogoče prevesti v posnetek ali kakšen drug nadomestni medij. Gre za dimenzije, ki jih zaznamuje, kot praviš, edinstven preplet 2 pomenov kemije. Kemije kot metafore za umetno in konstruirano in kemije kot pretočne energije med subjekti in objekti, energije, ki jo je nemogoče nadzirati in usmerjati. Kako sta se torej ti 2 ključni in v tem času nedvomno ogroženi dimenziji gledališča, se pravi skupnostna dimenzija in nenadomestljivo živa pretočnost te umetnosti, izrazili v najvidnejših produkcijah obravnavane sezone? Ja, jaz bi mogoče sam še najprej povedala, da te primeri, ki jih jaz opisujem tu sam tekst, da je v bistvu to neka moja lastna selekcija, da absolutno nisem imela v tej sezoni pregleda na celostno slovensko produkcijo, tako da bo tudi mogoče malo spet delovala ljubljanocentristična, ker je v bistvu ampak, ja, no čisto, da povem za nek kontekst. Ja, zdaj, ko sem spet malo gledala pač te predstave, ki sem jih nekako izpostavila, se pravi 7 vprašanj o sreči, Golo življenje, pa v končni fazi tudi 2020 je izpostavljena kot neka velika koprodukcija in vse to, kaj se z njo dogajalo. In v resnici tudi Game so recimo ene take zelo slikoviti primeri točno tega, kar sem prej govorila, se pravi, kaj se zgodi s temi predstavami, če bi jih v bistvu prestavili v virtualno sfero.
Se mi zdi, da recimo 7 vprašanj o sreči kot neko nadaljevanje ali pa neka pač podaljšana verzija ali pa neka varianta tudi že predhodnega projekta Še ni naslova, ki je tokrat nastala v koprodukciji Mladinskega gledališča in Lutkovnega gledališča. Recimo to je neka uprizoritev, ki je, mislim, lahko jo gledamo tudi online, ali mislim, ne točno, kaj se zgodi, če to gledamo pač kot posnetek, ampak to je v bistvu, mislim, obe predstavi na nek način nakazujeta in nas tudi prepričata s tem, kaj je v bistvu ta prisotnost občinstva v gledališču in zakaj je to pomembno in zakaj je res pač nujni del, da se nekaj zgodi. In v teh primerih se mi zdi, da je pač je res na nek način, je ta kemija, ki se zgodi, se mi zdi pa res mogoče samo v tem trajanju in temu korak za korakom pri pristopanju k publiki in nekakšni uverturi, ki seveda ne traja 10 ali 15 minut, ampak traja tudi 1 uro, 2 uri, da se potem nekako se skupaj splete. Po drugi strani se mi pa zdi tudi zanimivo, recimo pri predstavi oziroma performansu Golo življenje, oziroma pri vseh predstavah mogoče bolj pač nekega sodobnega formata, ki so tako ali drugače provokativne ali pa na nek način provocirajo pač pogled občinstva. Tle je recimo zanimivo, jaz sem gledala to v živo, nisem gledala pa online, ampak zdaj samo, če dam en primer, se pravi predstave Fizis, ki je bila sicer v drugi sezoni, ampak je bila izključno online, je res to, da se recimo pri sodobnih formah, ko gledamo preko medija ekrana ali pa pač interneta, se poleg tega, kar sem pregovorila, nekega osnovnega stanja, v bistvu izpadejo vse te dražljaji in ta naša opredeljevanja med tem, ali me je sram, ali jaz voham nek von, ki je v bistvu nagnusen ali pa karkoli, ne, mislim, s temi nekimi elementi, ki so v bistvu sodobne prakse ves čas preigravajo, ne, ves čas na nek način hočejo občinstvo spraviti v takšno ali drugačno nelagodje, ne. In se mi zdi, da recimo pri Golem življenju, kjer na nek način v 1 uri imamo 4 oziroma 5 izvajalk, ki so gole in ves čas v bistvu v nekem ritmu opravljajo isto akcijo, hkrati pa se tudi z golimi telesi v bistvu prepletajo z občinstvom, pridejo do občinstva, ne? In je v bistvu tam noti recimo en kup nekega, ali tesnobe, ali nelagodja, ali sramu, ki ga v bistvu pogojuje ravno razmerje, da smo tam, ne? V momentu pa se mi zdi, v takem primeru, če bi pa jaz to gledala preko računalnika, pa se mi zdi, da to je kar naenkrat v bistvu postanem na nek način nadrejena temu, ne? Se pravi, da sem jaz tista, ki usmerjam, tisti, ki nastopa, ne vidi mojega sramu, ker ga v bistvu ni, ker sram se itak spostavi zaradi njihovih pogledov, ne? In je tako, pri teh nekih primerih sem razmišljala, je tle zelo tanka meja pri predstavah, kjer je recimo neka golota ali pa res neka ranljivost, je zelo hiter pri online posnetkih, mislim, tanka je meja med nekim že skoraj pornografskim pogledom, ne? Se pravi, nekom, pač gledalec, ki ima na nek način varno okolje in neko nevtralno pozicijo in se v bistvu naslaja nad tem, kar se dogaja. Seveda se pri nekih klasičnih ali pa dramskih uprizoritvah te neke dimenzije ne dogaja, se vzpostavlja neke druge dinamika, no? In z tega vidika se mi zdi, da so mogoče te prakse še toliko bolj se pravi, ne gre za to interaktivnost v smislu, da res zdaj nekako občinstvo vlečejo na oder, ampak ta interaktivnost, ki se v bistvu dogaja v nas, ne? Kot sem rekla, v nekem primeru kot nelagodje, po drugi strani kot nek užitek ali pa preplavitev, kot je recimo 7 vprašanj v sreči, ne? In tudi 7 vprašanj v sreči, pa prej že v bistvu tudi Še ni naslova, res to neko vprašanje skupnosti in časa. In se mi zdi, da je pač 7 vprašanj v sreči zrežirano bilo na tak način, da bi bilo to premestitev na online, ne vem točno, kateri bi bili tisti elementi, da bi nekoga za 7 ur fiksiralo v neki tej prisotnosti, ne. Klemen, v zadnjih 2 letih, začetkom prav sezoni, ki jo obravnavamo, je prišlo do nekega novega zagona na področju slovenske zvočne knjige, kjer je ključno vlogo odigralo prav vaše uredništvo. V vaši režijski realizaciji je tako šla zvočna knjiga romana Bronje Žakelj
Belo se pere na 90. Alen Jelen pa je vodil projekt zvočne izdaje romana Jezero Tadeja Goloba. Oba projekta sta se izkazala za izjemno uspešna in priljubljena. Tu pa se zastavlja cela vrsta zanimivih vprašanj. Slovenski prostor ima na področju zvočne knjige gotovo določeno zamudo. Gre namreč za izjemno priljubljen, vse bolj priljubljen sodoben format, pri katerem pa slovenski bralci, ki bi želeli redno brati oziroma poslušati zvočne knjige v svojem jeziku, precej hitro ostanejo brez gradiva. Smiselno je torej, da je javni radio aktiven tudi na tem področju in obenem je jasno, da ima ravno uredništvo igranega programa Radia Slovenija bogato znanje iz tega področja. Seveda pa se v tovrstnem angažmaju tega uredništva skrivajo tudi določeni problemi. V svojem tekstu opozarjate, citiram, da vsebine, ki so del izvršne produkcije uredništva, po obsegu ali programski brigi v nobenem primeru ne bi smele preseči njegove osnovne naloge in konec koncev poslanstva snemanja in razvoja novih radijskih iger. To opozorilo vsekakor na mestu, neka večja preusmeritev pozornosti zvočni knjigi ali drugim vsebinam bi lahko v primeru, da ne pride tudi do neke resne širitve uredništva in povečanja sredstev ogrozila slovensko radijsko igro. Po drugi strani pa sta ti dve področji na številnih mestih prepleteni. Tudi slovensko gledališče ima na primer bogato tradicijo uprizarjanja dramatiziranih proznih tekstov in podobne dramatizacije so pogoste, vsaj v tujini, na najbolj razvitih tržiščih, tudi na področju zvočne knjige, kjer lahko brez dvoma govorimo o številnih vsebinah, ki praktično v enaki meri zadevajo obe področji, tako področje zvočne knjige kot področje radijske igre. Kakšna je torej po vaši oceni prihodnost razmerja med tema področjema v Sloveniji in kakšno vlogo bi moralo tu imeti uredništvo igranega programa? Hvala za to vprašanje. Jaz mislim, da bi pravzaprav te dve poli morali biti paraleli. Težava je pa v bistvu v tem, da je naše uredništvo relativno majhno. Se pravi, nas je vsega skupaj, tudi s podpornim osebjem, nas je vsega skupaj 10. Pomeni, da dejansko delamo skoraj da vsi vse. Kar pa pomeni, da če grem jaz režirati zvočno knjigo, meni ta zvočna knjiga vzame zelo veliko časa v studiu, zato ker je to dolgotrajen proces. Potem pa vse, kar je še obdano, se pravi fonetična oprema besedil, se pravi postprodukcija, mastering, skratka vse to, kar še spada potem zraven, da na koncu pride tak produkt, ki ustreza nekim se pravi standardom nacionalnega medija, terja svoj čas in terja tako, se pravi, človeške vire kot sicer tehnične vire, ki pa niso brezmejni. Tu je ključna težava. Jaz mislim, da bi to morda veljalo nekoliko poenostaviti ta proces samega snemanja, morda ga tudi pohitriti, morda zagotoviti, kar zdaj gre tudi v to smer, da bo pač imel neke fiksne lastne termine, lasten studio, skratka, da je to neka zgodba, ki teče paralelno in ne vpliva torej na izvirno igrano produkcijo. Je pa seveda, tako kot ste rekli, izjemno pomembna. Jaz mislim, da res Slovenci malo zaostajamo, ampak mislim, da sploh interes pri založbah je velik, tudi pri ljudeh. Tako da jaz mislim, da je to zgodba, ki bo prav gotovo se razvijala naprej in je prav, da se, in da je tukaj nacionalni medij zraven, tudi zato, ker je pač ima res visoke standarde in predvsem znanje na tem področju. Zdaj, radijske igre pa seveda ravno zaradi teh omejenih virov bolj ali manj postane talka teh drugih vsebin, ki pridejo. In zato sem pisal v uvodniku o tem, da se ne bi dobil napačen vtis, da je dejansko produkcija igranega programa da so samo premiere, ki jih mi pač vsako leto naredimo. Zavedati se moramo, da uredništvo igranega programa izvršno letno posname več kot 500 novih literarnih oddaj. To je ogromen volumen, ki ga vsak od, to se pravi režiserjev, tudi moji kolegi, mi pač vse te vsebine spustimo skozi sebe, vse te vsebine posnamemo, skratka, to pomeni en ogromen angažma in seveda so to vsebine, ki so predvajane na 2 nacionalnih programih, vse dni v tednu. To je ena stvar, druga stvar je pa seveda tudi to, da ima radijska igra oziroma uredništvo igranega programa podpira 6 terminov na teden,
Pomeni, da z izjemo petka je radijska igra na programu vsak dan in to na 2 nacionalnih programih, kar pomeni, da je to 300 plus terminov letno, ki jih moramo mi suportirati. Zdaj pa, če to damo na teh bogih 10 ljudi, ki nas je tam, se pravi, to pa potem se dobi čisto ena druga slika. Ne? Zato se vsi mi, tudi moji kolegi, prizadevamo za to, da bi bilo čim več radijskih iger. Je pa tako, kot je mislim nekaj na predstavitvi knjige profesor Jana, prav to v slogi je povedal nekdanji urednik, odgovorni urednik Matej Venjer, je pomembno, in to se mi je zdelo zelo pomembno, to, da se poveča, šele ko se bo povečala produkcija, ko bo večja produkcija igranih vsebin, takrat v bistvu ti tudi lahko zavzameš neko relevantno stališče do samega žanra. Če pa te produkcije ni dovolj ali pa v takšni meri, potem je pa seveda se teži nekako vzpostaviti ta diskurs pravzaprav do samega žanra, ne? In ga tudi razvijati v končni fazi. Zala, Klemen, Gregor, najlepša hvala za pogovor. Hvala vsem, ki ste nas prišli poslušati. Povabljeni k branju letopisa 1920 in se vidimo prihodnje leto.